Zahvaljujem proti Brasločim, jezero gor naravno na Bengradarja. Kamera. Kamera, ja. Arhiv. Arhiv, odlično. Lahko bo zaprl. Slika. Hvala lepa. Na Blaški otroški turi. Turi 3 jezer. 3 jezera bomo pogledali. Vsa so umetna, nažalost, ampak tak je. To je umetna spase. Budite zadovoljni. V glavnem, par besed sam o trasi. Po poti, ja. Načeloma so vse ceste stranske, neobljudene. V glavnem, to je ta stvar, ko sem hotel opozoriti. Gremo na Ribogojnice, kratko predavanje. Iz Ribogojnice na grad. Na grad je tako, kot sem napisal, gor je strma pot. Tisto misli, da je dober. Prvo predavanje v Ribiškem domu, kolesa stite tle, so varovana, nič ne bo zmanjkalo. Tečemo, kjer imaš kakje, Jurija Gordavec. Našo, bi rekel, razstavno sobo Ribiške družine Šempeter. Jaz sem Boštjan Zagožen, sem trenutno predsednik Ribiške družine in vaši organizatorji so mi prosili, da bi par minut od teh rib govoril, tako da bo otrokom zanimivo, da bi dobili malo občutka, kaj Ribiške družine delajo. Tako da še enkrat lepo pozdravljeni tule, upam, da se boste imeli tudi lepo, ko boste se popoldan nazaj vrnili. Pa bom kar mogoče začel povedal nekaj o teh ribah. No pa gremo, odhod. Časi žigi, veš? Ja. Bravo, Lina. A ti imaš plezalne filme? O, nas je, ko Rusov. Ati, mamike. Kako je svoja... Dedeki, vse sorte je tle. In eni 3 so šli še predno sem začel snemati. Eni že nazaj. Kuku, čau mama. Oni bojo pa malo kasneje. Kolesarimo pod goro Oljko v deželi Hmelja. Evo, metla mimo. Čas je za obiranje hmelja. In lep sončen dan v Savinjskem. Jih pokušujemo. O, gimnastičar je tle pred nami. Prispeli smo na naslednje jezero. Idiličen kraj. Organizator je poskrbel za pijačo, jedačo, nam ni hudega. Evo, Tebušev temali, ni več temali. Metla. No, ste malce, ki je sponzoriral Buši in Buševka, oziroma on je reče Zmajevka. Pri tem drugem jezeru danes se odpravljamo, evo, zopet Ribiška koča, vodič, Buši od društva. O, pa prvih sta vidva vedno, bravo. Zdaj, tukaj si gor skočil, pa si not skočil, veš? Pa je imela tako pike, ali ne vem, če je pa za zagleda, ali pa ni bilo. Čau. No, pa malo singelce po travniku. No, takoj smo prišli do enega mostička, ki se lahko pokažejo spretnosti
No, evo, te mali se že pelje tukaj, bravo. Skok, bravo. Videl, ko je prejšnji skočil? Sem imel ful srečo, smo imeli veliko sosedov, veliko otrok, tako da sta se zjutraj... To je za vodo, to je za vode. Ne vleč se, samo ofaj, legal. Ati si šlepa. Lepo, idilično. Avto mala, No, pa smo posneli karambol. Juhuhu. Lepa Turca, lepa Turca. Poglej, s kakšnim gozdičem gremo. Vsake toliko časa smo se zbrali, da smo počakali, da se je grupa zbrala. Buši in kompanija so lepo, odlično, ne lepo, odlično vodili ta izlet in to Turco. Komu zvoni? Koliko nas je. Dobri smo. Pod to goro zeleno. In še prihajajo. In dva bo ta pretekla teh 18,5 kilometra. Dobra sta. Aha, karambol. Ja, ampak, se boš tudi pobrojati. Bomo dole, povej. Aj, boste? To pa naša Sonja. Iz Kopre, s Parecaga je prišla pastlele notri. Petra Majdič, jo smo jo našli po tolikih letih. Gospod Graščak, a ti si vratar gre tu? Jaz sem vratar. Še malo pa tam gor. Lej grad tamle gor se že vidi. Gremo ta spust. Kam gremo pa zdaj? Spet novo jezero. In tam nas že grad čaka. Tam bo pa vzpon gor. Naslednja postojanka je ribogojnica Žalec pri Ribiču pod Žovniškim gradom. No, in bomo. Vzdrževanje podvodnih vod. Zraven tega pa je tudi bila to akumulacija vode za namakanje hmeljišč dol vodno po Savinjski dolini. Ker je voda stala, se je tudi uporabljala za vzrejo rib, to je pa tretja funkcija tega jezera. In v bistvu, že za naslednjo leto, ko je jezero nastalo, so se v njem naselili krapi in ko je prišlo do izlova teh rib, je bil problem, kam te ribe dati. Zaradi tega se je v letu 84-85 zgradil ta zgornji del ribogojnice, to je, bi rekel, ribniki na Žovneku, ki zajemajo površino nekje okrog 5,7 hektarja in imajo 14 ribe. No, otroci so najbolj uživali v krmljenju. Lej, kaj ste zdaj naredili? Otroci, kaj ste naredili? Zdaj smo pa pri velikem jezeru. Si videl tam, ko smo bili v unem muzeju, 3 metrske ščuke, lahko skočijo ven?
4-metrski ščukni. Ščuka je riba, ko zraste do meter pol. A ne, somi. Somi so pa lahko prek 3 metrov. To je edina sladkovodna riba, ki je v sorodu z morskim pesom. 5 metrov. Ja. Se ta jezera, mojster je vse lepo razložil in zdaj vzpon proti gradu. Filozofija v ribnik, da ga ribe ne vlečemo stran, v bistvu te pože podari. Ker v bistvu mi moramo na koncu tudi preživeti. Moramo narediti neko razliko v ceni, da v bistvu lahko plačamo državi vse prispevke in da še za nas kak ostane, za kak kos kruha, pa za kak pir. Učica odsečo. No, zdaj pa začenja vzpon na grad Žovnek. Evo, na vse možne načine gremo gor. Eni peš, eni so se že odpeljali. Prihajamo na Žovniški grad. Kje so fanfare grajske? Se to je že vse na novo narejeno, lej. Kje nas pa Graščak čaka? A, tle Graščak. Dej, za film. Lej, Atija je prehitil. Mal počakaj, da Ati te ulovi, lej, kume gre. Bravo, Ati, bravo, sin. Eni smo pripešačili. Evo ga, lej, kako gre ta. Kaj je to, punca, mladenka? Ne, je fant. Dajmo, še malo. Evo, mladina, otroci, vidiš? In zdaj vas čaka Graščak gor. Graščak Ignac. No, eni gre že dol za trening. No, pa smo pripihali na grad. Zdaj kolesa dol, je pa lepo noter na ogled. Kakšen veličasten vhod so naredili. In tam nas Graščak gleda, z eno palco, nas preganja. To je velika stvar. Zdaj smo tukaj, vidi, grad Žovnek, obnavljata občina Braslovče in Ministrstvo za kulturo. To je kulturno-zgodovinsko društvo Braslovče. Kar ti srce ponudi je tukaj, vidiš. Nismo ne žajni, ne let. Grad še obnavljajo, ampak kar lepo. Iz žive skale ven raste. Tukaj je ta obrambni kanal, novi most, hrasto. Mi smo pa tle v senci. Današnji dan je zelo vroč. Ana, pridi, ki so delavnice. Kako je bilo do zdaj? V redu? Izjava? Izjava? Ja, je video. Izjavo bom dal na konc, da vela. Aha, to je zdaj polovica, ne? To je zdaj nekje 2/3. A, celo. Ker zdaj je samo ravno. To je v redu. Zdaj je samo ravno, ampak se pravi. Taka ravnina vmes. Ja, zdaj je samo ravno. Samo da križišče sfuramo, tisto. Tam ne doj, malo pred rampo. Moram te pohvaliti, da nas ne zebe danes, ne? Ne, se to je fajn, ja. Ker ene septembrske ture so bile zelo mrzle, ne? Ja, danes smo jedska pla. To je vročina, ko na morju. Ja, smo ko na morju, ja. Graščak se pripravlja. Buš in kompanija sta pripravila na gradu delavnice in res otroci so tle noter v tej delavnici. Super. Animatorka. Kaj pa ustvarjate otroci? Ribe si bojo pol spekli. Origami, ali kako se to reče? Ni origami. Ne? Ko režejo. Origami je samo tehnika zgibanja. A, tako. In kako pridni ustvarjajo. Poglej, kaj so cele smreki se tle ustvarili. Ribice. Narediš srček, glavo, učke izrezati. Viš kaj, sam začetek mi naredi.
Ogled stolpa. Tudi tle je zaščitni most. V tem prostoru je bila verjetno velika domneva kapelica, ker na ta grad so prihajali tudi duhovniki, pa tudi iz Ogleja, ker ta svobodni gospodar Žovniški so bili ena izmed najbolj vplivnih pa uglednih družin, ki je trajno pa stalno živela na slovenskem ozemlju, na današnjem slovenskem ozemlju. Ta grad je bil zgrajen v 12. stoletju in osnovni prvi podatki izjemno dokazani datirajo leta 1173. Takrat so bila izdana listina, v katerih je bil zapisan svobodni gospodar Žovniški kot lastniki tega gradu. Grad je bil verjetno zgrajen še pred tem letom, ampak rečemo v 12. stoletju. Takrat so se po slovenskem gradili gradovi v predromanskem slogu, to se pravi močni bramni zidovi, stolpi, stanovanjski objekti. Ta grad sicer ni bil v tistem času med največjimi, je pa spada med najstarejše gradove v tem času. Gremo bi umorili 1456 v Beogradu. Nekateri pravijo, da kot je bil tudi konkurent, da so bili ti grofje konkurenti celo Hyundaijem, to se pravi mađarskim grofom oziroma knezom in pa seveda Habsburgom. In ko vse tega roda več ni bilo, so Habsburgi prezeli ta grad do leta 1600. Seveda njihov namen je bil zabrisati vse sledi moči žovniških oziroma celjskih gospodov. In to izbrisanje se je potem vleklo v celotno zgodovino, tudi zgodovino prve Jugoslavije, druge Jugoslavije, tudi v učbenike, ko sem jaz hodil v osnovno šolo v tistih 60-70 letih, je bilo zelo malo napisano o grofov celjskih oziroma žovniških, njihovi moči, poreklo, statusu, tem tudi so mogoče bili slovanskega porekla. Šele po osamosvojitvi se je v bistvu začelo obnoviti ta spomin in kulturno-zgodovinsko društvo Braslovče je takrat leta 1993 podalo idejo, da se začne z obnovo tega gradu. Zdaj pa gremo iz gradu, da gremo, eni grejo peš, eni grejo s kolesom, strmina je velika. Evo ga našega fanta. Pazi, avto, dobro. Žik, lej, kakšna malo lulanja, pod gradom je pa zbor. In še zadnji del Turce do naše ribiške restauracije. Tole imamo zdaj, ker smo vnaprej rabili za hrano. A se ti je zdere? Ja, no daj povej. Naprej smo rabili za hrano in zdaj dobijo, kar bojo se naročili. Dajo in potem plačajo. No, zapati malo razmigo. Zadnji klanček. No, pa še zadnji klanček od Žovniškega gradu. Mimo jezera. Bravo! Ti pa dobro šibaš. V Žovniški graščini smo se spet dobili, da je grupa skupaj. Gremo skupaj naprej. Smo že skoraj tukaj. Jih je še polno počasi. Smo že tukaj. Na mestu štarta je tudi cilj, med jezeri. No in tle bo zdaj after, idiličen kraj. Nekaj na sezone, večina pa v restauraciji. Za jubilejno, se pravičujem, ne more biti to torta. Torta je domača, brez ejev, ne tak, da mogoče določen ne bo všeč, ko ni kremasta, pa hitrasta, pa bla bla bla, ampak je brez ejev. Ena je čokoladna, ena je jagodna. Po želji. Hvala lepa. Jaz
otroci so vse dobili. Zdaj bomo pa malo še okrog jezera hodili. Res idiličen kraj je tukaj. Buši in lepo njegova kompanija so lepo organizirali. Zdaj gremo pa lepo še malo uživati tlele v tem idiličnem kraju, kjer je bila 10. otroška tura, jubilejna. V ribiški restauraciji smo bili, se lepo imeli. Zaključek je podelitev pokalov, medalj in Antonu je ta otoček ljubezni zelo všeč. In tlele gleda in meče kamenčke noter. Ana dobila pa neko kompanijo. Šumi vodica. Pri nas pa 4 mesece suša. Je končan after in se bomo lepo odpravili proti domu. Začreto zahaja sonce, skoraj. Pa, do naslednje 11. turce. Jedni roki nosił słońca, drugi rok jest do pisny, jasno